Kolona vozil, ki jo vidite, za razliko od večine današnjih, ni predstavljala nevšečnosti. Tudi brez klimatske naprave je bila vožnja na srečanju ljubiteljev hroščev prijetna. Es hat früher keine Klimaanlage gegeben und geht heute auch so. Hladna pijača, to zadošča. Pa dobri prijatelji. Tako Primož letno prepotuje več tisoč kilometrov po vsej Evropi. To so države, na katere sem že do zdaj obiskal z mojim hroščem. A vendarle nas podrobneje zanimajo tehnike hlajenja med vožnjo brez klime. Pri meni je lepša vožnja z kabrioletom. Odpreš, je naravna klima. V zadku hroščev pa se najdejo tudi sodčki, ki poskrbijo za osvežitev. To je vedno zraven za kako ohladitev. Tudi če imamo vin noter, pa pri taki temperaturi, ko je na primer danes, ko je krepko čez 30, se tudi vin še nikoli ni pokvaril, ker ga zmeraj prav cajt pijemo. Tudi takšni tricikli so na nek način hrošči, saj so nekateri sestavni deli isti. Za vročino je zelo primeren, edin neroden je, če je kolona, ker takrat se postaviš ravno tako kot avto. Če pa veter v laseh vendarle ni dovolj in razgreta pločevina postane preveliko obremenitev, preostane še skok v vodo. So pa hrošči primerni tudi za spanje v toplih poletnih nočeh. Zvečer, bom rekel, bo ta prava temperatura, da reč pa odpremo okne, pa bo super za spat, ni problem. Z dobro voljo pač izginejo številne težave, tudi tiste z vročino.